Pred odhodom na Poljsko smo se pogovarjali z našimi vrhunskimi športniki, ki kot tekmovalci sodelujejo na Evropskem prvenstvu gluhih v atletiki v mestu Ščečin ob Baltskem morju. Prvenstva se udeležujejo Tadej Enci v teku na 400 metrov in 400 metrov z ovirami, Leja Glojnarič v sedmeroboju, skoku v daljino, skoku v višino in teku na 100 metrov z ovirami, ter Iris Breganski v sedmeroboju, skoku v daljino, skoku v višino in teku na 200 metrov. Priprave na Evropsko prvenstvo potekajo po načrtanem planu. Trenerjem smo planirali vrhunec forme ravno za konec avgusta, ko bo na sporedu Evropsko prvenstvo gluhih na Poljskem. Udeležil sem se dvotedenskih priprav v Makarski, kjer smo izkoristili dobre pogoje za trening. Predtem sem bil tudi v Medulinu za kratek čas na skupnih pripravah Paralimpijskega komiteja. Do Evropskega je seveda še veliko časa, načrtujemo stopnjevanje forme skozi različne tekme in verjamem, da bom na Evropskem prvenstvu v vrhunski formi. Priprave na Evropsko prvenstvo potekajo tako, da imam 8-krat na teden treninga. Vmes imam pa tudi tekmovanja, ki potekajo čez vikend. Tako da sem zelo dobro pripravljena za Evropsko prvenstvo. Čez vikend sem imela v Zagrebu tekmovanje, kjer sem pa se udeležila na skok v višino, daljino in pa 200 metrov. V skoku v višino sem skočila 172 centimetrov, v daljino sem skočila 5,44, to je pa moj osebni rekord, in pa 200 metrov sem tekla 26,81 sekund in to je tudi moj osebni rekord. Ja, Leja je lansko leto imela operacijo kolena. Od takrat naprej je rehabilitacija sicer potekala malo počasneje, kakor smo mislili, tako da še trenutno čuti malo bolečin v kolenu. Drugače pa je njena pripravljenost boljša, kot je bila na olimpijskih igrah. Trenutno lahko sedaj normalno treniramo in upam tudi na Evropskem, da se bo poznalo to na rezultatih. Letos smo bili na pripravi v Hrvaškem, na Medulinu. Smo bili skupaj z paralimpijskimi invalidi, slepi za gluhe. Priprave sem trenirala v Medulini in stadionu v Puli. Pred 3 meseci sem bila tam trenirala v Maruči. Zato, ker sem trenirala zaradi športniki skupaj. Športniki so skupaj, trenerji so olimpijske igre, to so šli, en je skokal višino in en šprinter pa ovire, zato sem tam trenirala v Maruči zaradi poletja, pa malo toplejša. Zato, ker je v Sloveniji bilo, ker sem zdaj bo slabo vreme, ker je bilo že mraz, dežju in nisem mogla, in sem rekla, da grem malo prej v Maruči, da bom izboljšala, trenirala poletje, da bom se navadila tega zraka vožnja, zraka, da moram se navaditi zaradi vročine, da lahko lažje diham. Ko je pa prišla v Slovenijo, so pa bolj specialne tehnične priprave, tehnike za let, pa da popravimo te manjše napake. Ta mnogoboj je 7 disciplin, pa upamo, da bo tudi na Poljskem
uspešna, da zdaj vsako leto zboljša te pike. Tudi višina ji gre, malo imamo problemov, ker je to prva tekma, spet je to malo drugačen urnik in pred to tekmo ni imela več tekmovanj. Imamo pa cilj še potem tekmovati septembra pa oktobra na mnogoboju. Poljsko že poznamo, mislim, da gluhi zelo dobro organizirajo na Poljskem ta tekmovanja. Izrazili so tudi svoja pričakovanja in želje glede nastopa na prvenstvu. Želim si predvsem, da bi ostal zdrav, da bi dobro realizirali zadnji del priprav. Potem pa bomo videli, kaj bo to prineslo. Jaz se bom sigurno trudil po najboljših močeh. Želim si uvrstitve v finale, če bo pa tam kaj več, pa bomo videli. Moja pričakovanja so zdaj, da bi rada v mnogoboju prek 5000 točk dosegla, v skoku v višino pa tudi 175. V tek čez ovire bi pa najraj prišla pod 15 sekund oziroma 14,50 sekund, na daljini bi pa rada vsaj 5,70 skočila. Jaz nikoli rad ne govorim o pričakovanjih in s tem probam tudi obvarovati atletinjo, da ne pričakuje preveč, ker pač potem si preveč naloži in se lahko zalomi. Sicer pa pričakovanja so kot vedno finale in potem čim boljši rezultat v finalu. Predvsem pa gremo na osebne rekorde, to nam je najbolj važno. Rada bi 200 metrov šprinta, ker sem prvič tekmovala. Zato, ker bi rada prišla noter po finale, ni nujno pridem noter v finale, ampak bi rada po finale in izboljšala bi rada rezultate pri sprinter. In tudi skok v višino bi rada izboljšala rezultate, tudi sedroboj bi rada izboljšala točko. Rada bi prinesla domov medaljo v Slovenijo. Pred odhodom so pozdravili vse svoje navijače in obljubili, da bodo na prvenstvu dali vse od sebe. Vabljeni vsi navijači na ogled Evropskega prvenstva gluhih v atletiki. Skupaj z atletima Iris in Lejo se bomo zagotovo potrudili po najboljših močeh in ponosno zastopali slovenske barve. Vljudno vabljeni vsi. Za navijače bi rada samo povedala, da bi držali pesti za nas in stali ob strani in da bi bili tudi pač ponosni na to, kar dosežemo. Ja, za navijače bi rada, ne smem biti jezna, bi rada zelo vesela, se bi rada zelo boljšala rezultati. Želim, da sem vse v redu, dobro. Bi rada samo veselja, jaz me rada nasmejem, rada se skačem. Zaželeli smo jim veliko sreče na tekmovanju in tudi sicer v njihovem osebnem življenju.